Lepo pozdravljeni in dobrodošli na kratkem webinarju Akademije Zelene Slovenije z izjemno aktualno in pomembno temo, kako z zelenim kapitalom priti do transformacije v zeleno trajnostno akademijo. Torej, na mizi imamo določene stvari, ki imajo v sebi transformacijsko moč celotnih dejavnosti, zato je pomembno, da temu posvetimo nekaj pozornosti. Bomo kar delili prezentacijo. Torej, govorimo o zelenem kapitalu, prvem sistemu klasifikacije trajnostnih dejavnosti za zeleno financiranje, torej v tako imenovani uredbi EU o taksonomiji. Najprej pa spomnimo, torej, od kod prihajamo. Torej, Fit Media upravlja z blagovno znamko Zelena Slovenija, ki ima več programov in produktov, s katerimi spodbujamo podjetja in druge deležnike korakom za trajnostno transformacijo. Imamo revijo za trajnostni razvoj EOL, trajnostno komuniciranje z več komunikacijskimi kanali, imamo portal za trajnostni razvoj www.zelenaslovenija.si, zeleno omrežje, ki združuje skoraj 400 subjektov z večine podjetij, inštitucije znanja, razvoja, izobraževanja, lokalnih skupnosti in tako naprej. Trajnostno poročanje je naša tema, za katero smo posebej specializirani. Imamo svojo knjižno zbirko Zelena Slovenija z učbeniki, priročniki in strokovnimi monografijami in Akademija Zelena Slovenija, v okviru katere pripravljamo različne webinarje, seminarje, konference, coachinge in tako naprej, vse z fokusom trajnostnega razvoja in vabljeni torej, da kjerkoli vidite svojo možnost in priložnost, da se nam javite in z nami sodelujete. Torej, kaj je izziv, globalni izziv, izziv Evropske unije in tudi izziv današnjega druženja je torej, kako dosegati ali se približati cilju, da podjetja in s tem gospodarske dejavnosti in trg na širše dosega trajnostno rast ali vzdržno rast in po drugi strani ne prispeva k nadaljnjim podnebnim spremembam, ampak ravno nasprotno, k razogljičenju. To seveda ni enostaven izziv, zato če pustimo dejavnostim ali toku življenja, da teče v današnjo smer z današnjim tempom, ciljev razogljičenja, ki so zapisani v Evropskem zelenem dogovoru, kot evropska ekonomija zagotovo ne bomo dosegli. Cilj je, kot vemo, do leta 2030 najmanj 55% zmanjšanje ogljičnega odtisa ali izpustov emisij toplogrednih plinov glede na leto 1990, cilj do leta 2050 pa pač vemo, da je neto nič ogljična družba, torej cilj, ki je ambiciozen, visoko leteč, in vprašanje, kako do njega, leta pa vemo, da hitro tečejo. Na voljo so že določene tehnične rešitve in kapital, seveda ne na vseh področjih, ampak za pospešen prehod nekaj je že na trgu. In seveda je vprašanje, kako lahko trgi delujejo z tem, kar že vemo, kar je na voljo in seveda se razvijajo na takšen način, da dosegamo te cilje. Seveda ni dovolj, kot rečeno, da se prepustimo tempu in usmeritvi, ki je trenutno na voljo, ampak potrebujemo orodja za lažje delovanje in transformacijo, torej kako prepoznati te trajnostne priložnosti, kreiranje trajnostnih sredstev in dejavnosti in usmeritev kapitala na prave priložnosti. Tu govorimo o tako imenovani zeleni finančni revoluciji. Ta termin se vse pogosteje uporablja, kajti sedaj se na ravni Evropske unije in posledično tudi na ravni držav članic formirajo takšne vsote kapitala, ki so usmerjene v zelene nizkoogljične tehnologije, kot je pač zgodovina ekonomije ne pomni. Torej gre za potencial popolne transformacije finančnega
finančnih trgov in posledično tudi drugih ekonomskih segmentov. Torej, ko govorimo o številkah, povejmo nekaj konkretnih številk, zakaj gre. Torej, v 30 letih od leta 2020, ko so te projekcije nastajale, do leta 2050 bi za neto nič ogljično družbo v Evropski uniji potrebovali transfer zelenega kapitala oziroma kapitala v številki 28 bilijonov evrov, ki bi jih morali vložiti v tako imenovane čiste tehnologije in čiste tehnike. Če to prevedemo na trg, se pravi, gre za 23 bilijonov evrov naložb ali 800 milijard evrov naložb letno, ki so že v nekem toku in bi jih bilo treba preusmeriti. Nekaj, kar se še vedno financirajo dejavnosti, ki so ogljično intenzivne, bi bilo treba preusmerjati v tiste, ki so nizko ali nič ogljične. To je 25% kapitalskih naložb v EU, kot jih poznamo sedaj, ali 4% sedanjega BDP Evropske unije. Torej gre za masovno transformacijo ali preusmerjanje kapitala. Te projekcije kažejo, da ta preusmeritev sama ni zadostna, da je potreben še nov kapital iz drugih virov. Govori se o 5,4 bilijona evra ali 180 milijard evrov letno, seveda v te čiste tehnologije in tehnike. Od kod ta denar? Seveda to so zasebna sredstva, tako z vidika institucionalnega kapitala, kakor tudi osebnih prihrankov, ki bi jih bilo treba mobilizirati v ta segment. Kot vemo, spremljamo zadnjih 10, 15, skoraj 20 let, kaj se dogaja tudi na borzah. Vemo, da indeks trajnosti na borzah postaja vse pomembnejši in vse več vlagateljev sprašuje potem, ko se odloča za svoj portfelj, kako je s trajnostnostjo teh naložb. Vemo, da je torej ta senzibiliteta z vidika vlagateljev postaja vse večja. In čeprav vidimo, da se preobrača ta miselni tok percepcije, da trajnostna drža ne zavira dobičkonosnost določene naložbe, ampak jo samo pospešuje, ne glede torej, da se ta miselnost poglablja in širi, ne z zadostno hitrostjo, zato so pač potrebne spodbude. In v prihodnje torej pričakujemo ene hitre skoke na tem področju. Torej govorimo o teh 5,4 bilijona evrov. Če malo pogledamo po strukturi, katere so tiste dejavnosti, ki so potrebne največje transformacije, zagotovo je ta 33%, kar na prvem mestu je proizvodnja električne energije. Vemo, da je elektrika tisti energent transformacije v nizkoogljično družbo, ampak ne vsake vrste proizvodnja elektrike, govorimo o tej čisti proizvodnji in tu bo potrebno ogromno sredstev, zlasti če pogledamo to zadnjo alinejo spodaj. Če to nekako združimo z vložki, ki so potrebni v infrastrukturo za izboljšanje prenosa in distribucije energije v vseh sektorjih, to pa pomeni, da je v bistvu ta del izredno potreben določenih investicij, ki ima pa potem tudi velike stranske ali posredne učinke. Gradbeni sektor je ta, ki potrebuje velike finančne injekcije za transformacijo, kajti je tudi eden tistih, ki okolje zelo obremenjuje z različnimi zornimi koti, seveda tudi z vidika razogljičenja je potreben velike transformacije, torej v celotni vrednostni verigi, vključno z vsemi podizvajalci ali dobaviteljsko verigo. Potem je industrija z 8% tudi pomemben sektor, ki potrebuje dodatno zeleno finančno injekcijo. Kmetijstvo in transport vsak po 1%, ampak vemo, da transport sam je eden izmed velikih prispevnikov k
k podnebnim spremembam, zato ga je treba gledati v luči te investicije v elektrifikacijo, kajti vemo, da je v bistvu to energent, ki pomaga v transformaciji k nizkoogljično mobilnost ali zeleno mobilnost. Torej, govorimo o mobilizaciji financiranja. To so relativno aktivistični termini, ki jih uporabljamo, ali zelena finančna revolucija ali mobilizacija, ampak če vidimo, za kakšne transferje gre v prihodnosti, se zdi, da so ti termini kar upravičeni. Torej, mobilizacija ne sme temeljiti samo na enem stebru, torej na javnih financah, ni zadostno aktivacijska, ne motivacijska, je pa zelo velika injekcija, torej kot vemo, gre za velike fonde na ravni centraliziranih sredstev Evropske unije in tako imenovanih decentraliziranih preko držav članic. To so posegi neposrednega financiranja, torej javnih financ, ki grejo potem tudi v transformacijo različnih dejavnosti na trgu. Drug pomemben segment so tako imenovani cenovni ukrepi. Vemo, da je zelo živa diskusija, tudi v okviru teh zelenih dogovorov v Evropi so cenovni ukrepi, torej cene ogljika. Vemo, da so že sedaj naraščale in da je ta trend bi naj šel pomembno navzgor. Po drugi strani pa so sistemi omejevanja in trgovanja. Vemo, da Evropa ima predvidene tudi te samozaščitniške kriterije svoje ekonomije na ravni trgovanja v globalnem sistemu z določenimi vstopnimi in izstopnimi kriteriji, kjer bi pač lahko zaščitila svoje gospodarstvo pred tistimi ekonomijami, ki nimajo tako visokih podnebnih ciljev. In potem je tretji steber, ki išče tudi sinergijo tega mobiliziranja, financiranja, je razbremenitev komercialnega tveganja in privabljanja dolgoročnih vlagateljev. Se pravi, gre za neko sinergijo državnih spodbud, jamstev in tako naprej z privatnim zasebnim kapitalom. Vprašanje torej je, če je denarja nekaj na voljo, če imamo torej visoke ambicije, kam želimo priti, po kakšnih kriterijih, kaj to sedaj pomeni. Vemo, da tisti, ki smo na trgu trajnostnega razvoja že nekaj časa, da se je večkrat odpirala razprava, kaj je eko, kaj je zeleno, kaj je trajnostno, kaj je bolj, kaj je manj trajnostno, kaj je zdaj nizkoogljično, kaj res prispeva k nizko ali nič ogljičnosti, kaj pa pomeni prelaganje bremen ali tako imenovano greenwashing, zeleno zavajanje. Vemo, da v preteklosti se je več stvari že odpiralo, veliko poskusov je bilo tudi za klasifikacijo zelenih storitev ali zelenih proizvodov, ampak vse bolj ali manj ostalo v nekih omejenih krogih in zelo hitro se potem lahko pripiše, da je šlo za zeleni marketing in zelo hitro pride to v neko marketinško sfero, veliko bolj kot v neko preverjeno, tehnično, strokovno sfero, ki bi prosto pila vodo na trgu in bi se dolgoročno uveljavljala, zlasti, ker države članice večinoma nimajo nacionalnih okvirov. In tudi, če bi imele nacionalne te taksonomijske okvire, je potem še vedno bi bila potreba po v bistvu uniformiranosti na ravni Evropske unije. Torej, uredba o taksonomiji, ki je stopila v veljavo 12. julija 2020, je ta prvi resen poskus na ravni zakonodaje Evropske unije, ki se je zavezal, se pravi, zakonodaja se je zavezala, da vzpostavi prvič v zgodovini enoten sistem klasifikacije, to v žargonu rečemo zeleni seznam trajnostnih dejavnosti. Seveda, s tem se je odprla Pandorina skrinjica. Življenje, vemo, tisti, ki delamo na področju trajnostnega razvoja, je večplastno in tudi vprašanje, kaj je res trajnostno ali trajnostno odstopa, kaj je tisto, kar bi bilo potrebno
veliko bolj favorizirati v primerjavi z drugimi, je vprašanje debate, je vprašanje, ki ima različne odgovore. Redko katera stvar ima dovolj jasne kriterije, da ima odgovor enoznačen. In vemo pa, da trčimo ob različne poskuse in različne interese. Zato je torej pomembno, da razumemo, da je ta taksonomija, ki uredba sama po sebi je relativno kratka, relativno enostavna, sicer govori o teh jasnih ciljih in ambicijah, ampak ključen del te uredbe so te tehnična merila, tehnične priloge, ki pa dejansko kažejo, identificirajo konkretne dejavnosti s konkretnimi merili, ki bi naj v kontekstu celotne transformacije imele prednost, kajti to so ti zeleni paradni konji, v katere bi naj preusmerili tokove financiranja in jih dodatno transformirali. Torej, predvsem gre za jasno informacijo vlagateljem, kam preusmeriti svoja vlaganja, kam usmeriti svoja sredstva in tudi finančnim institucijam, kako ugodno nuditi določene finance, zato da bodo tehnologije in transformacija podjetij čim hitrejša v zelen način. To pomeni, da učinki, posledica, kaj taksonomija potem v praksi čez čas pomeni, gre za transformacijo ekonomije v celoti, finančnega portfelja. Vemo, da določene stvari Evropska unija izbere določene aktivnosti ali dejavnosti, preko katere potem izvede določene cilje, h katerim teži. Tako kot recimo z vidika trajnostnega poročanja ali določenih trajnostnih ciljev. Zavezanci so velika podjetja. Zavezanci niso mala in srednja podjetja, ampak od velikih podjetij se pričakuje, da preko svoje dobaviteljske verige pritisnejo na svoje dobavitelje, da sprejemajo iste ukrepe in iste korake, kot jih sprejemajo sami. In v okviru te direktive je ravno ta logika, da je ta finančni sektor, ta finančni portfelj tisti vzvod, preko katerega se bodo potem tudi določene dejavnosti transformirale. Gre za torej spremembo dejavnosti preko seveda konkretnih podjetij, ki se bodo zavedala, da če želijo se odpirati za zanimive finančne investicije različnih potem nivojev v transformacijo, se bodo morale tudi obnašati in obračati v to smer. Ko govorimo o taksonomiji, torej o teh tehničnih, potem aplikativnih merilih, se je pomembno zavedati, da je seveda terminološko gre za trajnostni razvoj v svoji tripartitnosti. Vemo, da gre za okoljski del, za družbeni del in tako imenovani upravljavski del. Tega se zavedajo tudi regulatorji in tudi v tej taksonomiji in v strokovnih pripravah za ta dokument je to jasno razvidno, da je v bistvu trajnostnost razumljena v tej tripartitnosti. Ampak hkrati gre pa za tako kompleksen vidik in toliko teh področij, da je to nemogoče zaobjeti hkrati v relativno hitri časovni dinamiki. Zato se je regulator in seveda po njegovih navodilih tudi strokovna komisija, ko se to pripravlja, ta strokovna komisija, se je odločila določene stvari rangirati po prioriteti. V prvem delu teh tehničnih meril, se pravi prvi deli, kako se ti gradniki gradijo, se bodo zavestno osredotočali samo na na okoljski del, zlasti ta, ki je vezan na podnebne spremembe, kajti to je izziv, ki ima relativno malo časa za to, da nanj adekvatno, hitro, ustrezno reagiramo.
Torej, tudi v tej prezentaciji, ko govorim in uporabljam termin trajnostnega razvoja, se ves čas zavedamo, da gre za tripartitnost, ampak v tem kontekstu taksonomije zožimo ta vidik na okoljski vidik. In tudi ta okoljski vidik vemo, da ima izjemno število različnih področji, ampak z vidika operacionalizacije je strokovna komisija opredelila 6 prioritetnih ciljev. Prva 2 sta vezana na podnebne spremembe, prvi je blažitev podnebnih sprememb, drugi je prilagajanje podnebnim spremembam, oba gresta z roko v roki. Potem so trajnostna raba ter varstvo vodnih virov, tudi morskih ekosistemov, potem gre za prehod v krožno gospodarstvo, preprečevanje in nadzorovanje onesnaženja in zadnji del so seveda biotska raznovrstnost, varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov. Kot rečeno, taksonomija, uredba kot taka je stopila v evropski in s tem tudi nacionalni pravni red lani poleti, torej sredi leta 2020. Po prvotni dinamiki je bilo mišljeno, da je do konca leta 2020 bi bila sprejeta tehnična merila, ki referirajo na prva 2 cilja, povezana z podnebnimi spremembami. Seveda, kot sem uporabila termin Pandorina skrinjica, to se je dobesedno tudi nekako udejanjilo, kajti ko daš na papir določene dejavnosti z kriteriji, potem zelo jasno trčiš na številne interese in na številne pomisleke, kaj to pomeni, kako zelo radikalno to posega na finančni trg in seveda potem na celoten trg različnih dejavnosti. Bomo pogledali torej nekaj praktičnih primerov, zato da znamo ilustrirati. Torej, za vsak okoljski cilj bodo enotna tehnična merila za pregled, na katerih se torej določi, ali gospodarske dejavnosti znatno prispevajo k doseganju tega cilja. Seveda, kljub temu, da lahko določena dejavnost znatno prispeva k prispevanju cilja, pa ne sme spregledati drugih delov, se pravi, mora biti skladno s politiko takih okoljskih ambicij in integritete, enaki konkurenčni pogoji in uporabnost meril. Tu bi rada opozorila na eno stvar, zato da znamo jasno razločevati med uredbo o taksonomiji in med ostalo zakonodajo vezano na okolje. Ostala zakonodaja vezana na okolje je seveda obligatorna za vse subjekte, ki jih zavezuje. Torej, ta skladnost vseh politik ni vprašljiva. Zato marsikatero podjetje ali finančne inštitucije menijo, da je dovolj, da se v teh interakcijah ali tudi v teh investicijskih krogih pač pogleda, ali so te dejavnosti skladne z zakonodajo. Taksonomija tu uvaja neko drugo logiko, se pravi logiko paradnih konj transformacije. Ni več dovolj, da naša dejavnost izpolnjuje zakonska merila, to je dovolj za našo normalno delovanje v statusu quo, kot ga poznamo danes. Sedaj pa se pojavlja nov vozni pas tistih, ki pa imajo dodatno dinamiko, ki stvari pohitevajo in hkrati pospešujejo celotno transformacijo. Zato je zelo pomembno, da več nimamo meril, ali zadostuje ali ne zadostuje z zakonodajnimi merili, ampak ta letvica je tu ambicioznejša. In tu so seveda razprave, ali so trenutna ta tehnična merila, ki so v razpravi, dovolj ambiciozna ali ne. Konkretno, kot rečeno, do konca leta 2020 bi naj bila sprejeta ta tehnična merila za prva 2 cilja, torej z vidika podnebnih sprememb, a nista bila, zato ker je 10 držav članic, med njima najbolj prepoznavna Poljska in Nemčija, sta zagrozila, če tako rečem, z vetom,
če se merila ne spremenijo. Bom povedala konkreten primer za to, da si znamo predstavljati, kako globoko lahko to zareže. Namreč v teh prvem osnutku, prvem predlogu teh tehničnih meril so postavili visoko letvico te trajnostne preobrazbe za energente. Torej, manj kot 100 gramov ekvivalentov CO2 emisij na 1 kilovat proizvedene energije. To pa pomeni, da so izločili marsikatere energente, ki so sedaj razumljeni kot energente prehoda. En takšen energent prehoda je razumljen plin. Torej, če pogledamo z vidika emitiranja emisij CO2 ekvivalenta v primerjavi z recimo fosilnim energentom premoga, ima približno razpolovljene emisije toplogrednih plinov in je z vidika transformacije od recimo pridobivanja električne energije iz premoga bistveni preskok naprej, če pridobivamo to električno energijo iz plina. Ampak kaj pravzaprav pomeni? Tu sta znova dva argumenta. En argument pravi, potrebujemo nek tranzicijski energent, zaradi tega, ker moramo relativno hitro nadomestiti fosilni trdi energent z čistejšim in zemeljski plin nam je na voljo, tehnologije poznamo, lahko pritegnemo investicijski kapital in recimo v prihodnjih 20 letih ali pa še prej, do leta 2030, že lahko dosegamo določene ogljične prihranke. Drugi argument pa je, ja, to je seveda kratkoročni cilj, pomeni, da res lahko zasledujemo in tudi dosežemo določene prihranke pri emisijah toplogrednih plinov, ampak vse investicije v plin pa pomeni, da to niso investicije kratkega roka, zato da se pravilno, ustrezno amortizirajo, ampak so to vsaj srednjeročne, če ne dolgoročne investicije in v tem času bo trg z transformacijsko zmožnostjo energetski trg zastal, zaradi tega, ker se bo upiral na relativno predvidljiv vir zemeljskega plina in v tem času ne bo toliko investicij v obnovljive vire energije. Ali torej dopuščamo tranzicijsko določeno dejavnost, ali smo tako ambiciozni ampak hkrati pomeni tudi višjo stopnjo tveganja, ki pa hkrati ni nujno, da je ustrezna glede na našo sposobnost, recimo glede na v bistvu infrastrukturo za prenos električne energije in vse druge stvari, ki pa hkrati so podporni mehanizmi. In tu je treba nenehno tehtati in tudi zato je ta sprejem prvih tehničnih meril za prva dva cilja nekako zastal. Sedaj, ko se srečujemo, smo marca 2021 in je še vedno v razpravi, tako na nivoju držav, kot na nivoju panog, na nivoju različnih interesnih skupin, kajti treba bo poiskati nek pristop, ki ni nujno, da se bomo z njim vsi strinjali. Zato je pomembno, da vemo, da se v diskusije lahko vključimo, da smo proaktivni in očitno proces sprejemanja teh meril ni tako enostaven, ker se pač vsi udeleženci zavedajo, da zna dejansko tudi v praksi potem, da lahko pomeni številno, globoko in obsežno transformacijo določenih dejavnosti gospodarskih. Ko razmišljamo torej o taksonomiji, jo lahko uporabimo z vidika gospodarskih družb, tako z vidika finančnih, kakor tudi proizvodnih in storitvenih dejavnosti, lahko nanjo gledamo in je uporabna z več vidikov. Lahko je ta popis dejavnosti za prihodnost in je to nekaj, kar je tudi za nas pomemben transformacijski element. Je priročnik za poročanje. Skratka, ta dokument zlati s tehničnimi merili definira določene
dejavnosti po virih vplivov in hkrati v stopnji njihovega prispevka, bodisi pozitivnega ali negativnega k definiranim okoljskim ciljem. In je pomembno, da integriramo ta merila, ti pristopi, v bistvu to strukturo tudi v naše lastno upravljanje trajnostnega razvoja in tudi v naša poročila, kajti s tem bomo veliko lažje komunicirali, če smo recimo proizvodno podjetje, z finančnimi inštitucijami pride določen razpis, ki ima določena merila ali razvijamo določeno nov produkt, nova storitev in v bistvu namesto, da bi sami imeli neko svojo taksonomijo, kar je tudi koristno, če je še podrobnejša, ampak je pomembno, torej, da je harmonizirana s to taksonomijo, da potem pri določenih prevodih v komunikacijah ne prihaja do šumov ali pa do dodatnih nepotrebnih sredstev ali finančnih, človeških in tako naprej. To je orodje za tranzicijo, pomeni, da nas nenehno sili ali spodbuja k premikom, tako v okviru naše dejavnosti, kakor tudi širše ekonomskih. Kot vemo, je taksonomija na ravni uredbe, to je druga stopnja zakonodaje EU, ki je neposredno prenosljiva v nacionalne zakonodaje in ni treba, da recimo v tem primeru država Slovenija še posebej s svojimi akti to uredbo prenaša, avtomatično velja tudi torej za našo državo. Temelji na dokazih in znanosti, to je vsaj želja in ambicija, vemo pa, da ker so stvari dinamične, ker presojamo z različnih interesov, je včasih marsikaj stvar argumentov in protiargumentov. Ko pa govorimo o dinamičnosti, je pa pomembno torej, da se je strokovna komisija tudi zavezala, takšen je tudi dogovor z Evropsko komisijo, da se ta taksonomija v teh tehničnih merilih pregleda vsake 3 leta. Vemo, da je z vidika tehnologij, zelenih tehnologij, novih pristopov, učinkovitosti in tako naprej, da je dinamika izredno hitra in je dejansko zaveza ali obljuba, da se v bistvu te kriteriji potem prevetrijo in po potrebi tudi spremenijo vsaka 3 leta. Torej, pomembno je, da razumemo logiko taksonomije, torej teh, ki so pripravljali različna merila z neke ptičje perspektive in da se znamo sami tudi, če smo recimo gospodarska dejavnost tega ali drugega zornega kota, tudi rangiramo. So dejavnosti, ki same po sebi bistveno prispevajo k enemu od 6 okoljskih ciljev. Se pravi, naše podjetje pregledamo svoje dejavnosti, marsikatero podjetje ima številne dejavnosti, ima sinergijo različnih dejavnosti, torej vsako dejavnost pregledamo v luči teh 6 ciljev in pogledamo, koliko dejavnost sama lahko neposredno prispeva k tem ciljem. Po drugi strani so tako imenovane, druga skupina so tako imenovane prehodne dejavnosti, pri katerih recimo ni tehnološko ali ekonomsko še izvedljivih nizkoogljičnih alternativ, so pa za delovanje gospodarstva pomembne z vidika ohranjanja delovnih mest ali pa določenih izdelkov, ki jih trg potrebuje. To so tako imenovane prehodne dejavnosti, kjer jim še želimo, če gledamo z vidika zakonodajalca ali tega, ki želi transformirati trge, želimo jih pustiti še v nekem prehodnem obdobju, hkrati se pa iščejo alternative, tako z vidika substituta izdelka ali storitve ali v bistvu tehnologij, s katerimi bi dosegali optimalnejše emisije ekvivalentov CO2 ali pa drugih prispevkov k varovanju okolja. In so tako imenovane omogočitvene dejavnosti, to je termin taksonomije, torej to so dejavnosti, ki same po sebi nimajo nekega velikega pozitivnega prispevka, seveda tudi negativnega ne, ampak prispevajo k enemu ali več ciljem,
v sodelovanju z drugimi dejavnostmi. Zdaj, tu, če pogledamo te 3 dejavnosti, če smo gospodarska družba, se rangiramo v eno izmed teh 3, če imamo več dejavnosti, lahko kakšna dejavnost sodi v to, druga v drugo skupino. Zlasti je vprašanje prehodnih dejavnosti. Tudi tu je v okviru te debate živo, koliko pač dopuščati in še spodbujati prehodne dejavnosti. Ni zdaj vprašanje dopuščati, če je skladno z zakonodajo, potem seveda te dejavnosti funkcionirajo. Gre samo za to, koliko te zelene finančne injekcije preusmeriti ali še dovoljevati za te dejavnosti. In določeni so pač podporniki, kajti mnenja so, da so tako pomembni gospodarski subjekti z vidika drugih meril ali družbenih ali ekonomskih, da jih samo zaradi te, če lahko rečemo, samo te okoljske relativno neustrezne komponente ne velja zavirati. Tako da tu je za te prehodne, če smo del teh prehodnih dejavnosti, je pomembno, da smo izredno budni in da hkrati nenehno sodelujemo v tem dialogu, kajti lahko se tu zelo hitro zgodi, da zaradi višanja ambicioznosti določenih kriterijev se lahko zelo hitro znajdemo na drugi strani financiranja, ki ima bolj ali manj zaprta ali priprta vrata, kjer ni toliko na voljo finančnih injekcij za razvoj, za raziskave, tako da tu je pomembno, da smo previdni in da znamo pač s svojim sodelovanjem v okviru naših panožnih združenj ali držav ali tako naprej pač ustrezno komunicirati. Torej, spodbuda je na strani z vidika te uredbe vlagateljev. Vlagatelji so tisti, ki za svojo odločitvijo, kam bodo dali denar, vplivajo, kako se bodo podjetja danes ali jutri potem tudi obnašala. Torej, institucionalni vlagatelji, upravitelji skladov in drugi finančni akterji, ki dajejo na trg finančne produkte, bodo po tej uredbi morali razkrivati, kako in v kolikšni meri uporabljajo merila za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti, kajti na ta način se bodo potem dokazovali svojo okoljsko trajnostnost z vidika svojih naložb. In v bistvu nekdo, ki opazuje, se pravi zainteresirani deležniki, na podlagi teh razkrivanj vlagateljev bi potem morali razumeti delež naložb kot odstotka deleža vseh naložb, ki je usmerjen v tako imenovani trajnostni portfelj. In na ta način bi potem tudi ti institucionalni vlagatelji pridobivali na svoji tržni veljavi ravno skozi dokazovanje, kako intenzivno prispevajo k zeleni transformaciji finančnega trga. Sedaj pa poglejmo z vidika panog v teh tehničnih merilih, koga vse so pregledali ti strokovni eksperti pri postavljanju teh višjih meril z vidika doseganja podnebnih ciljev. Gre za te sektorje kmetijstva, gozdarstva, ribištva, rudarskega, predelovalnega sektorja, predelovalne dejavnosti, gre za kemikalije, gume, umetne mase, farmacevtske izdelke, pripravke, potem kovine, elektronika, strojništvo, tekstil, lesne izdelke, živilske proizvode, pijače, celoten sektor energetike, gradbeništvo, zgradbe, informacijsko-komunikacijske tehnologije, urgentne storitve, transport, obnova in sanacije in ta celoten komunalni sektor, to je oskrba z vodo, kanalizacijo, ravnanje z odpadki. Pregledanih je bilo zdaj v tej prvi fazi približno 80 dejavnosti, pri katerih so se določena merila. Dejavnost torej je bila pregledana znotraj tega okvirja, kakšne prispevke daje ali daje bistvene prispevke k enemu ali več okoljskim ciljem in seveda, da ne škoduje drugim ciljem.
Tu je pomembno, se spomnite, ko smo rekli te omogočitvene dejavnosti, je pomembna tudi ta slika, razumevanje medsektorske povezave, da določene dejavnosti same po sebi nimajo ne velikega takega, ne drugega učinka, so pa zelo pomembne, ker da omogočajo pozitivne učinke drugim dejavnostim, tako da tudi, ko razmišljamo o lastnem portfelju, o lastnih prispevkih, gledamo v kontekstu celotnega življenjskega cikla, torej v teh medsektorskih povezavah. Sedaj smo konkretnejši, torej od celotne taksonomije gledamo na tista tehnična merila, ki so trenutno v obravnavi, torej gre za merila v skladu z prispevki, ki jih imajo bodisi k podnebnim spremembam ali blaženju podnebnih sprememb, in v tem kontekstu so prednostno obravnavana naslednja področja: proizvodnja elektrike, gre za sončno energijo, za veter, za geotermalno energijo, za hidro, za plin, ampak kot rečeno, tega sem se že malo dotaknila, v tej trenutni verziji gre za plin, če ima zraven CCS, torej Carbon Capture and Storage, gre za sposobnost zajemanja in hranjenja ogljika in seveda za celotno infrastrukturo prenosa. V okviru transporta gre za tiste dejavnosti z zelo nizkimi stopnjami emisije in kot energenta prednostna elektrika in vodik. Potem kmetijstvo. Vemo, da kmetijstvo je panoga, ki je z vidika trajnostnosti pogosto zelo netrajnostna. Gozdarstvo je seveda tista, ki ima lahko zelo pozitivne učinke, zato je tu kmetijstvo in gozdarstvo gledano z vidika pozitivnih učinkov ohranjanje ali shranjevanje ogljika, izboljšanje ogljične učinkovitosti in seveda najboljše prakse kmetovanja. Potem imamo ta gradbeniški sektor, stavbe v celotni verigi, nove stavbe, obstoječe, prenovljena dobaviteljska veriga z kompleksno teh malih in srednjih podjetij. Potem imamo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in te predelovalne dejavnosti za prehod, različne komponente, aluminij, jeklo, beton, umetne mase in tako naprej. Ta prvi sklop, ki je bil testno pregledan in katera so predstavljena tudi ta merila, bi naj prispeval kar 90% neposrednih emisij toplogrednih plinov v EU. To pa pomeni, da imajo te dejavnosti izjemen potencial prehoda. Zato ni naključje, da je bil ta spekter izbran prvi in da je preprosto so tudi merila tako dvignjena v primerjavi z standardni merili zakonodaje, da se marsikomu zdijo morda celo previsoka, ampak ravno ta tehnična skupina, seveda tudi z političnimi ambicijami v ozadju, se pravi Evropskega parlamenta, Evropski svet in tako naprej, vidi tu izjemen potencial prihoda, ki bi se lahko zgodil torej pri tej transformaciji poti zelenega kapitala v te sektorje. Torej, način izboljšave ali prispevka, tu je zelo pomembna slika ne samo zato, da razumemo, kako ta strokovna komisija prihaja do svojih meril, ki jih želi uveljavljati, ampak da to logiko poenotimo oziroma jo prenesemo tudi v lasten sistem trajnostnega upravljanja, ali smo v finančni inštituciji, ali smo proizvodno podjetje, pač kjerkoli smo. Dejavnost z znatnim prispevkom ima lahko dva vidika. Eno je lastno delovanje, pa poglejmo do konca to vejo. Če je lastno delovanje lahko na ta način, da zmanjšamo pritisk na okolje, to pa pomeni, da ima lahko naša dejavnost velik pritisk na okolje, ampak ima hkrati tudi potencial, da ga lahko zmanjšamo. Lahko ima pa nizek vpliv na okolje, ampak ta nizek vpliv na okolje lahko nadomesti
nadomestimo neko dejavnost, ki pa ima visok vpliv na okolje. Po drugi strani pa lahko izboljšamo stanje okolja, lahko da imamo dejavnost, ki lahko rečemo, da svojo dejavnostjo, svojo tehnologijo zdravimo okolje, ne. Naša dejavnost sama po sebi ima neto pozitiven prispevek okolju. Če pa ne gledamo lastne dejavnosti, ki ima te prispevke, smo pa tako imenovano omogočitvena dejavnost, torej omogočamo drugim dejavnostim, da zmanjšajo svoj prispevek na okolje in stanje okolja, lahko potem z našim prispevkom tudi oni dosegajo neto pozitiven vpliv na okolje. Torej, to je naš izziv, da je vsako izmed naših dejavnosti prevedemo v ta način razmišljamo in to tudi opredelimo. Kako opredelimo? Zdaj lahko opredelimo z več pristopom. Predstavila bom pristop, ki ga uporablja ta tehnična komisija, ker je lahko zelo aplikativen kot upravljavski pristop v naših podjetjih, organizacijah, v subjektu, pač odkot prihajamo. So trije bazični pristopi, eden je kvantitativen pristop, kvalitativen pristop in narava dejavnosti same. Zdaj, kvalitativni pristop je tisti, ki ga imamo pogosto v upravljavskem smislu najrajši, kajti potem pridemo do nekih številk. In potem je ena številka, če jo primerjamo z drugo, takoj vidimo, ali je enaka, ali je večja in tako naprej. Imamo občutek, da lahko veliko bolj transparentno s tem upravljamo. Ampak vemo, da določene stvari v življenju se ne da oštevilčiti, zato je takrat uporabljamo kvantitativen pristop, lahko pa uporabljamo tudi oboje hkrati in pač dobivamo neke sinergijske vpoglede v določen smislu. Torej, poglejmo na podlagi vpliva, uspešnost v primerjavi z okoljskim ciljem, najboljši v svojem razredu in relativno izboljšanje, to so tako imenovani kvantitativni pristopi, potem kvalitativna sta pa na podlagi prakse in procesno. Pikico poglejmo samo, da dobimo ta občutek, torej na kakšni ravni Evropska ta strokovna komisija pripravlja ta tehnična merila. To se mi zdi zlasti zelo pomembno, ker na ta način tudi mi sami upravljamo svoje trajnostne razmisleke in aplikacijo svoje trajnostne strategije v naši organizaciji. Torej, na podlagi vpliva ali učinka. Torej, če ima naša organizacija velik vpliv, ne, potem določamo ta merila, kako ta vpliv zmanjšamo. Zdaj pa ta vpliv lahko je odvisen seveda od pritiskov, ki jih izvaja naša dejavnost, se pravi, ali recimo rang izpustov toplogrednih plinov ali recimo kakšen volumen odvzete vode in hkrati od konteksta. Recimo, če smo mi takšen emitor toplogrednih plinov, je čisto drugače, če smo mi v eni lokalni skupnosti, kjer je recimo taka pokrajina, da je odprta, da ni zaprta kotlina, se pravi, je dobro prevetreno in hkrati ni drugih onesnaževalcev, ni močnega prometa, ki bi potem skupaj presegali te skupne učinke. Potem je naš učinek drugače razumljen, kot če se sešteva še z drugimi večjimi emitorji, ne. Tako da je treba vsak naš učinek torej presojati, tako po velikosti, kakor tudi od konteksta. Potem drugi pristop je, da pregledamo naše dejavnosti z vidika učinkovitosti v zvezi z okoljskim ciljem. Določene recimo naše dejavnosti nimajo velikega vpliva, so pa lahko učinkovite v tem pozitivnem smislu, glede na pritisk, ne, ki ga izvajamo na dejavnosti. In če smo uspešni na tem področju, pač naša uspešnost prispeva, lahko ne v velikem obsegu, ampak vseeno prispeva k doseganju ciljev. In znova je to nekaj, kar nas rangira kot zelene, kot investicijsko zanimive. Lahko smo najboljši v svojem razredu. To pa pomeni, lahko imamo še relativno velik vpliv, če dam en tak presečni primer,
Ampak v bistvu imamo izmerjen celoten razred te dejavnosti, imamo potem te referenčne vrednosti in mi referiramo zgoraj 10% naše dejavnosti. In to je znova tudi razumljeno kot zeleni prispevek. Se pravi, znotraj določene dejavnosti lahko, da še nima neke tehnologije, ali pa ekonomsko sprejemljive tehnologije, ki bi jo trg torej prenesel, ampak znotraj te dejavnosti, ki pa je tržno sprejemljiva, smo pa v 10% najboljših. In to pomeni znova, da smo kvalificirani kot tisti, ki smo zanimivi za zeleno financiranje, za zeleni razvoj. Potem je pa relativno izboljšanje. To je sicer pristop, ki ga uporablja in ga je identificirala tudi ta strokovna komisija za pripravljanje tehničnih meril, ampak je, če lahko tako rečem, malo na trhlih nogah ali majavih nogah, kajti tudi na tem področju so številne razprave, ali ga pustiti ali ne. Zagotovo je to pristop, ki je pri trajnostnem upravljanju v podjetjih zelo pomemben, ne? Zaradi tega, ker če ne merimo svojega longitudinalnega izboljševanja ali pa tudi poslabševanja, skratka ne vemo, kam gremo skozi premico časa, potem tudi to težko upravljamo. Ampak kaj je tu argument, da relativno izboljšanje morda ni dovolj ambiciozno, kajti relativno izboljšanje tu ne govori o časovni ambicioznosti teh izboljšav. Mi lahko vsako, bom dala čisto en tak bazični teoretični primer, mi recimo lahko izboljšamo recimo energetsko učinkovitost za 0,02% ali pa 0,5%. In pa to delamo sistematično in prikazujemo relativno izboljšanje. Zdaj vprašanje je, glede na stopnjo našega vpliva, ali je to tako velik pristop, da s tem pristopom prispevamo k celokupnemu zmanjševanju energetske učinkovitosti in s tem obremenitve podnebja, ne? In če je sicer relativno izboljševanje je koristno, zato ker delamo vsaj majhne korake v pravo smer, ne prispeva pa zadosti k doseganju okoljskih ciljev do leta 2030 in 2050 Evropske unije, zato je močen del te strokovne javnosti proti temu, da je to zadosten pristop in argument potem k privabljanju zelenih investicij za transformacijo trga. Se pravi, če gre za to relativno izboljševanje, je pomembno, da so ti koraki zadosti veliki, govori se vsaj o 20, v postopnih korakih vsaj 20%, se pravi, če govorimo o neki obremenilni dejavnosti, da so ti koraki res tako veliki, da vemo, da danes, jutri z tem pristopom relativnega izboljševanja pa bomo prišli v ta razred 10 najboljših in tako naprej. Potem je peti pristop je na podlagi prakse, to ni več kvantitativen, ampak je kvalitativni pristop, torej kadar ne moremo stvari izmeriti, določene stvari, recimo s področja kmetijstva so take, ko so bolj na tem opisnem nivoju, kjer se izbere pač najboljša obstoječa praksa in se jo daje za vzgled in se potem pač primerja z njo, ali pa se opišajo določeni procesni koraki in izpolnjevanje teh procesnih korakov nas tudi kvalificira, da se rangiramo med podjetja, oziroma dejavnosti, ki so zelena in trajnostno zanimiva. Prihajamo že bolj zaključnemu delu. Pri teh tehničnih merilih je ta strokovna komisija obrala 8 korakov, kako pripravljati svoje dokumente. Pomembno je, da jih razumemo, ker na ta način smo tudi ekvivalentni sogovornik pri nastajanju, tudi ko bo nastajala nova dokumentacija in pri sprejemanju. Hkrati so pa zanimivi tudi pri implementaciji pri lastni trajnostni hoji. Torej, najprej opišemo naravo prispevka. Pomembno je torej za vsako našo dejavnost v okviru teh 6 prednostnih ciljev opišemo naravo okoljskega prispevka. Določimo obseg dejavnosti, kako velik je ta prispevek, vrsto prispevka, ali je pozitiven, ali je negativen, ali je naša dejavnost, ki prispeva, ali smo
omogočitveni ali smo tisti, ki smo v tranziciji. Potem določimo referenčne točke. Torej, referenčne točke določa, kot rečeno, strokovna komisija na ravni Evropske unije. Pomembno je pa, da si jih določamo tudi v podjetju, organizaciji ali subjektu, od koder prihajamo sami. Tu je znova, kot sem že poudarila, dovolite, da še enkrat poudarim, te referenčne točke niso zakonodajne referenčne točke, ampak po defaultu, če želimo imeti hiter prehod z mobilizacijo zelenih sredstev, pomeni, da morajo biti referenčne točke mnogo višje in je pomembno torej, da jih tudi sami prepoznavamo in k tem stremimo. Potem zberemo pristop k merilom, imamo te kvantitativne, kvalitativne, lahko imamo določeno simbiozo, pač glede na dejavnosti, ki ji pripadamo, in potem določimo ambicioznost. To je nekaj, kar je zelo, zelo pomembno, kam želimo priti, tako v organizaciji, v dejavnosti in seveda v okviru Evropske unije, enotnega trga. Tu bodo po pričakovanju nenehno trde debate, kajti vemo, da tu z takšnim transferom financ absolutno prihaja do disrupcije na trgu, se pravi do tržnih pretresov. To seveda k temu težimo, kajti tržni pretresi se morajo zgoditi za hitrejšo transformacijo. Po drugi strani pa, če je pretres, potem se marsikateremu subjektu odzame status quo in lahko tudi eksistenca. Vemo, da to ni enostavno in da je tu treba biti pozoren. In 7. in 8. korak sta zelo tudi pomembna. V teh dokumentih sta pogosti kratici SC in DNSH, se pravi SC je substantial contribution, se pravi, mi moramo dokazati, določimo merila za znaten prispevek k tem 6 okoljskim ciljem in hkrati moramo dokazati, ta kratica je do no significant harm, se pravi, da tudi določimo merila za dejavnost brez večje škode. Tudi če dosežemo določen velik prispevek enemu cilju, da ne prispevamo večjo škodo potem na drugih. Čisto za konec sem pripravila na 2 primera, to gre za copy-paste iz teh tehničnih navodil. Za enkrat, torej marca 2021, gre za te dokumente, ki so tako imenovani draft, osnutek, ker jih Evropska unija še ni potrdila, so še v razpravi. Je še veliko vroče krvi v tem, ker se pač različni interesi in tudi različna mnenja še krešajo, ampak da malo vidimo, kako to izgleda. Dokumenta sta javno dostopna na spletni strani. Zaenkrat je uradni jezik še angleščina, ni uradnega prevoda, dokler pač ni sprejeto uradno v pravni red kot dokument. Torej, primer imamo proizvodne tehnologije obnovljivih virov energije, najprej gre za kratek opis dejavnosti. Ta dejavnost je razvrščena med omogočiteljne dejavnosti. In potem so tehnična merila za pregled, kakšen prispevek ima k blaženju podnebnih sprememb, in potem gre po določenih drugih kriterijih, ali bistveno škoduje ali ne, ta seveda bistveno ne škoduje, kako se prilagaja podnebnim spremembam, kaj je z vidika zaščitnih vodnih, morskih virov, kakšen prispevek ima za prehod na krožno gospodarstvo, ali preprečuje nadzor onesnaževanja in zaščite in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov. Se pravi, to je opis na vseh teh področjih. Drugi primer je kompleksnejši, to sem namenoma toliko vzela, da dobimo občutek, da gre za določene enostavnejše, določene dejavnosti so izredno kompleksno tudi opredeljene. Recimo proizvodnja železa in jekla, kaj je opis, pod kaj je dejavnost razvrščena, in potem so v bistvu prispevki po tipu kratkoročnosti, dolgoročnosti naložb, ali je ocena sorazmernosti z dosegom dejavnosti, pričakovano življenjsko dobo. Potem so podnebne napovedi, ocena vpliva po različnih teh vplivih. Seveda naš namen ni, da gremo zdaj po vseh teh tehničnih kriterijih, to vsak gre za svojo dejavnost, kot rečeno, že ta osnutka, ta 2 dokumenta sta več kot
500 strani, torej vsak pogleda za te dejavnosti, ki so pomembne seveda za lastno delovanje in za njegovo vrednostno verigo. In hkrati za občutke še kakšne druge stvari, zato da vidimo, kako ambiciozno se tu seže, ne. Skratka, in potem po vseh teh ciljih. Torej, upam, da sem na kratko samo pregledala in osvetlila, zakaj je to pomembno, da ne spregledamo. Torej, ambicije Evropske unije so velike in te ambicije do leta 2030 in 2050 nikakor ne morejo biti izpolnjene brez bistvenega posega tudi na trg. Ne samo z vidika javnih sredstev, ampak tudi privabljanja in mobiliziranja zasebnih sredstev, torej v tako imenovano zeleno, trajnostno, ničogljično rast. Zanimivo torej je, da to gre za prvo klasifikacijo, prvo na svetu, zato ni čudno, da je toliko interesov in živahna debata. Verjamem, da bo to nenehno, da se to ne bo nekako tudi hitro poleglo ali ustavilo. Kar pa je pozitivno, da gre torej za harmonizacijo na evropski ravni in tako z vidika ponujanja zelenih finančnih produktov se odpira širok trg, kakor tudi z vidika zelenih investicij posameznih podjetij se tudi odpirajo različne ponudbe na več trgih znotraj Evropske unije, kar je lahko tudi priložnost za hitrejšo transformacijo. Torej, gre za zelo obsežno temo, danes smo je samo na hitro se dotaknili z določenega področja. Za več informacij, za dodatne pobude, za komentarje smo pa seveda vedno na voljo na naši spletni strani zelenaslovenija.si. Oglejte si vse naše dejavnosti in zelo veseli bomo, če se najdemo na kakšnem področju, kajti spremembe so pred nami in če jih delamo skupaj, sinergijsko, z različnimi znanji, izkušnjami in pristopi, smo lahko uspešnejši. Najlepša hvala za vašo pozornost in vse dobro.